Lep pozdrav. Zelo velikokrat slišim, da je svet zelo lep in da smo bolani zato, ker tega tako ne vidimo. Zelo velikokrat slišim tudi, da ima pozitivno razmišljanje velik vpliv na bolezni in da če smo bolani, smo že nekaj narobe delali. Moje osebno razmišljanje je malo drugačno. Jaz mislim, da osnova življenja je ta, da gledamo življenje realno. A je svet lep ali ni lep, ne vem. Po svoje je lep, po svoje pa res ni lep, a ne. To ne pomeni, da moramo mi biti nesrečni, a ne. Mi moramo gledati svet realno, tako kot je. Imamo lepe trenutke, imamo malo manj lepe trenutke, ampak moramo gledati realno. Vsak od nas ima cel kup stvari, ki jih ima v življenju za rešiti, ne samo eno. Ko eno reši, pride druga, pride tretja, pride četrta, kar naprej se nekaj dogaja. Svet je čist, bom rekla, nevrotičen ratu. Zelo ogromno stvari se vsem ljudem dogaja in ne rinemo v lepe čase. In ne vem, meni se zdi bistveno, da vidimo stvari realno. To ne pomeni, da moramo negativno razmišljati. Obratno, prav je, da vidimo vse lepe stvari ravno tako realne, ampak prav je, da vidimo tudi stvari, ki niso v redu zelo realne, zato ker samo, če si zelo realen, lahko ukrepaš, lahko nekaj narediš v zvezi s tem, ne? Lahko ne delaš si utvar, da nekaj ni tako, kot je. In ne čakaš, da se bo kar samo po sebi spremenilo, ne? Ker vi sami veste, da katerokoli stvar, ki se vam ne dopade, ki vam ni všeč, vi prenašate zelo dolgo, bo to slej ko prej prišlo za vami, a ne, v neki obliki, se bo to ven izrazilo. In če tudi bi bilo res, da smo mi bolni zato, ker nam nekaj ni všeč, bi bilo fajn, da te stvari, ki nam niso všeč, probamo spremeniti, a ne. Teh stvari spremeniti se pa ne da vedno na osnovi enega posameznika, ker smo prepleteni kot družba. In včasih so neke stvari, ki jih generalno ne moreš rešiti, ker so to stvar sistema ali pa države. Zato je moje mnenje, da je bolezen pokazatelj nečesa dobrega, nečesa, da tebi nekaj ni v redu, da si želiš nekaj spremeniti, da je prav, da neke stvari spremeniš, ne samo na individualni ravni, ampak tudi da probaš delati stvari na širši ravni. To ne pomeni, da mora vsak posameznik premakniti cel svet. Ne. Jaz mislim, da mora vsak samo svojo puzlo dati v ta mozaik sveta. Delati najboljš, kar lahko. Da stoji v stebru resnice, pravice, morale, etike. Stvari, ki se njega tičejo. Ne smemo dopuščati, da gazijo po nas, da delajo stvari, ki niso prav. In to ni stvar enega posameznika, ki si bo to za vas boril, ali pa vašega nadrejenega, to je vaša stvar. Vse te stvari so glih toliko vaša stvar, kot sosedova, me razumete? In če se gremo potem naprej, a ne, če vi vidite, da svet ni lep, pa si to priznate, to je dobro, a ne, s tem bo vaša bolezen lažja, boljša, ne, zaradi tega, ker boste vi nekaj naredili za to, da ne boste več pod takim stresom, a ne. Ampak, a je ta naša bolezen res psihična? Jaz osebno ne verjamem. Jaz verjamem, da psiha naredi piko na i, da je pa psihična, pa ne verjamem. Vzemimo za primer, da bi držala moja teorija o raztegnenih vezivnih tkivih, a ne. Predstavljajte si, da so vezivna tkiva kot ena mreža. In če v tej mreži ni lukenj, a ne, ali pa so velike luknje, je zelo velika razlika. Ker če je luknja velika, skozi spušča zelo veliko toksinov, a ne, zelo veliko toksinov čez spušča. Te luknje imajo vratarje gor, golmane, a ne, rečemo, da se jim reče encimi, ki stvari razgradijo, ki morajo poskrbeti za to, kdo gre not, kdo gre ven, da stvari nalagajo. Zdaj si mislite, da ker mi živimo v nekem zelo toksičnem okolju, a ne, k čemur se ne moramo izogniti, ker je vsa hrana prešpricana s fitofarmacijo, tudi če vam rečejo, da to nikjer ne vpliva, najbolj verjetno na neki ravni vpliva, a ne, sploh če imate intolerance. In te toksini so povsod v zraku, vodi, povsod, ne morete se jim glih izogniti, a ne. In zdaj si mislite,
če imate vi vezivno tkivo, ki ima tako luknjo, ali pa ki ima tako mičkeno, da skrb drži. Zdaj si pa mislite, da imate vi tle enega vratarja, golmana, na katerega se je en toksin obesil in ga ovira. Luknja je velika, toksini, kukumarji čez letijo, prosto čez letijo, vratar jih pa ne more ustaviti. Ali pa si predstavljate enega, ki nima genske okvare, ko so lukance vmes v mreži majčkane, golman dober bran, toksinov se obran, noben toksin ni obešen na tega golmana. Katero telo bo boljš delalo, ne? A ima na to zdaj vpliv psiha? Ali ima mogoče vpliv genska danost vašega organizma? Ker vsak je malo drugačen organizem in tisti organizmi, ki imajo raztegnjena vezivna tkiva, imajo svoje pluse in minuse. Plus je, da ta raztegnjena vezivna tkiva skozi spuščajo tudi vse Wi-Fi signale, kako ne rečem, vse vaše zaznave, toliko bolj zaznavate svet. Za v preteklih 200 let nazaj, 300 let, 3000 let nazaj, 40 000 let nazaj, to bi bila super danost. Tudi bili bi zelo razgibani, lahko bi povsod splezali, vse ulovili. Ampak, ker ste imeli tako dobro danost zaznavanja vseh toksinov, bi tudi zbežali, Zdaj pa ne morete. Tudi če vse zaznavate, vam po eni strani pripovedujejo, kako so vaše zaznave narobne, govorijo, da je prav samo, kar rečejo peer review, kar vam reče znanost, vi pa, da čutite narobe, čeprav vi veste, da velikrat čutite prav, in da če nekaj čutite, da ni v redu, se potem tisto tudi zgodi, ampak vseeno verjamete nekim rečem, čeprav veste, da niso take. V naši bolezni se boste mogli sami odločiti, kaj je, a je to fizična bolezen ali ni. Ampak moje osebno mnenje je, da je to zelo fizična bolezen, ki dela zelo fizične stvari. In jaz ne verjamem, da se genske stvari z lepim razmišljanjem spremenijo. Naprimer, jaz še nisem srečala otroka z Downovim sindromom, ki bi zaradi lepega razmišljanja ne bi imel več teh genskih težav. Če pa mi imamo neke genske danosti, ki so blessing and the curse, se pravi blagoslov in prekletstvo, pa moramo izkoristiti dobre stvari, stati v stebru resnice, pravice, morale in etike, uporabljati svojo intuicijo, svoja čutenja in se ne pustiti prepričati, da neki mi ne čutimo prav, Seveda sem pa jaz zelo za znanost, ne me narobe razumeti, ampak jaz sem za tisto znanost, ki je potrjena in ki so jo res znanstveniki odkrili, ne za hipoteze, ki jih potegne nekdo XY, zato ker si znanosti ne zna razložiti. Lepo bodite, pa se še kaj slišimo.